Jasna je v stekleno posodo nalila najprej 600 ml vode, nato pa še 600 ml sončničnega olja. Ko sta bili obe snovi vidno ločeni v dveh plasteh, je v pripravljeno posodo spustila kocko ledu. Kje se je nahajala kocka na koncu poskusa? A na dnu valja, B v plasti olja, C na sredini vodne plasti ali D kocka se ne potopi? Večja gostota mora. Na sredini je. Na sredini je. Kaj? Na sredini. Na sredino. Oh my God. B in C sta torej odgovora. Joj, kako je napeto. Jasna, prav zanima me, kje bo plaval led. Gostota snovi je definirana kot razmerje med maso in prostornino. Gostota vode znaša 1000 kg na kubični meter. Gostota sončničnega olja pa je manjša in sicer okrog 920 kg na kubični meter. Zato je, kot lahko vidite, voda spodaj, sončnično olje pa je zgoraj. Zdaj bomo pa v tale naš oljno-vodni koktejl dodali led. A sta pripravljena? Vsak vzame 3 kocke in na 3-4 zdaj jih vržemo noter. Zdaj! Tako, moja je malce odplavala stran. Tako in vidimo, da se led pojavi v plasti olja. Led ima namreč manjšo gostoto kot tekoča voda, bolj je podobna gostoti olja, torej tudi okrog 920 kg na kubični meter. Zato je logično, da se bo kocka pojavila oziroma ustavila v plasti olja, saj je njena gostota v teh razmerah bolj primerljiva z oljem kot z vodo. Ko se kocka začenja taliti, pa počasi prehaja v vodo. Podoben pojav, kot je plavanje sončničnega olja na vodni gladini, nastane tudi pri razlitju nafte v morje. Prav manjša gostota nafte je ena ključnih lastnosti, da se nafta ob razlitju lažje odstrani z vodne površine. Ob tem je treba poudariti, da ima morska voda nekoliko večjo gostoto kot navadna, zato je sanacija razlitja nafte v morju lažje izvedljiva kot v sladkovodnem sistemu. V vsakem primeru pa je razlitje velika ekološka nesreča s številnimi negativnimi posledicami. Pravilen je odgovor B, tako da tokrat si 5 točk prisluži rumena ekipa. Čestitam!